Dober dan, pozdravljeni. Sem Blaž Šuvan, predstavnik Sloanime skupnosti in za danes sem se odločil, da bom predstavil svoj videolog, ki sem ga spravljal skupaj v jesenski sezoni in je na temo pravzaprav jesenskih animejev, valjda. Čisto na hiter, spletna skupnost Sloanime obstaja zdaj že približno 7 let, ima forum, portal, YouTube kanal, nekoč smo prevajali podnapise in tako dalje in tako dalje. No in če začnem čisto pri osnovni zadevi, zakaj sem se odločil za videoprodukcijo, zakaj v video obliki, stvar je čisto preprosta, ker je tako lažja promocija animejev in mang, glede na to, da je to področje zelo neizkoriščeno in neuporabljeno tako v Sloveniji kot v tujini. V tujini zelo malo najdemo vlogo, ki so na temo anime in mang in ki so kvalitetno narejene. Zato je tudi dobra promocija lokalnih skupnosti, širjenje občinstva, profesionalen in resen pristop, ki ga morda kot tekstopisec ne dobite oziroma ga skozi videoprodukcijo dosti hitreje oziroma zadeva dosti resne izpade. In pa pridobivanje referenc in pozornosti, kar je tudi dobro, če se ukvarjaš s tem tudi kot službena dejavnost oziroma pač kot za zaslužek, in pa pridobivanje izkušenj in pa manj strahu pred kamero in malo manj strahu pred občinstvom. Zdaj, videoprodukcija. Odločil sem se, da večinoma v okviru Sloanime skupnosti pokrivam, kar se tiče dogodkov, predavanj, izdelava reportaž, ki so zanimive nasplošno za skupnost oziroma za, kar se tiče animejev, mang, malo tudi stripov, malo tudi animacij. Vodim tudi ta Sloanime.org YouTube kanal, kjer nalagam te zadeve in jih povezujem med sabo, promoviram, razpošiljam in pa ustvarjanje raznih vsebin, kar se tiče vlogov, recimo. Vloganje v animejih, sem že rekel, interaktiven pristop. Zanimivo je poslušati v animejih, verjetno spremljate kakšne YouTube kanale ali pa kakšne oddaje, ki se posvečajo recimo anime in mangam in jih je recimo zanimivo poslušati zaradi vsebine, da izveste kaj novega, kaj zanimivega, mogoče dobite kakšen občutek, če se lahko poistosvetite z drugimi gledalci in pa to je tudi lažja promocija na spletu z vloganjem. Velika možnost širitve na globalni trg, ker v bistvu, če vlogam v slovenščini, enostavno se potem posvetim angleščini in lahko celemu svetu zadevo predstavljam. In pa to je tudi nekakšna predpriprava na produkcijo oddaje Japanima. Zdaj, če se pogledate screenshote iz jesenskih pregledov animejev, boste videli zelo veliko razliko v samem izgledu video. Čisto prvi so se začeli na vaši levi strani, so prvi, drugi, tretja epizoda, potem se pa začela že majčkeno bolj resno zastavljati, ker sem pridobival strokovna mnenja, kako zadevo bolj resneje oziroma majčkeno bolj stilsko vzpostaviti iz tujih forumov in sem potem malo ubil svetlobe za sabo, dodajal kakšne posnetke zraven, monitorje sem malo prestavljal, drugačne barve na monitorju, ali sem dal z screensaverja, brez screensaverja in pa povezoval video v videu, mislim, razne zadeve, kot vidite, mislim, se skozi screenshote glih ne morate videti, ampak saj za predstavljati. Tista čista zadnja epizoda, 10. epizoda je bila pa čista ta srednja slikca ta srednja slikca. Če si pogledamo potek izdelave samo ene epizode oziroma enega vloga, moral sem si pogledati 3 nove animeje, čisto random iz nove sezone,
Napisati sem mogel scenarij, ki je bil dolg približno A4 format. Priprava materijala, kar se tiče, sem mogel dobiti surove epizode iz interneta, postavitev scene v svoji sobi, kar pomeni, da sem mogel razpostaviti, pospraviti mizo, malo lepše postaviti monitorje, plakat zadaj, nekakšne DVD-je, mange za lepši izgled. Odstranitev motečih elementov, ki so bili običajno naš domači ljubljenček, ptiča, ki ga imamo, ki mi je zelo motil, oziroma je iskal ravno takrat, ko sem hotel karkoli posneti. In pa prilagoditev svetlobe in zvoka, kar je bilo pomemben, da nisem bil preosvetljen ali sem podotemnjen, da ni mi z kakšne strani bolj bleščal kot z druge, pa zvok sem mogel si urediti tako, da se me dobro pravzaprav slišal. Nastavitev teleprompterja in kamere, to je bilo v bistvu, pravzaprav kamero sem imel čisto ob steno potisnjeno, zato da sem se sploh dobil noter v kader, na njem pa je bil postavljen teleprompter, ki sem ga mogel nastaviti, da mi je predvajal tekst. In potem je bila akcija in pa če sem mogel slučajno ponavljati, kar je bilo običajno, da je bila ena epizoda, če je bila dolga 2-3 minute, sem imel ponavljan za skoraj 20 minut. Potem naslednji potek je nalaganje, preverjanje posnetega iz kamer in pa rekorderja, pospravljanje scene, združevanje posnetega materijala, določanje prelivov in animacij, to se pravi začetna špica, napisi, kar se tiče teh animejev, kar sem jih hotel pokazati, kakšne zanimive scene, več podatkov o teh animejih, pa še kakšne zadeve, dodajanje napisov in podatkov iz skladbe, ja, mestitev posnetkov prejšnjih pregledov, to se pravi, da čisto na koncu sem vključil še epizode prejšnjih pregledov, da se je lahko vsak pogledal, če je slučajno zgrešil, in pa popravljene slike in zvoka, kar je pomenilo, da sem mogel tisto čisto surovo sliko, sem mogel majčkeno obarvati, popraviti, izostriti, malo porezati, in take zadeve, pa zvok sem mogel pač ali povečati, ali znižati, ali sem mogel še preliv narediti, ker sem kakšno neumnost rekel vmes, in pa na koncu še renderiranje, da sem naredil končno epizodo. Ko je bila narejena epizoda, je bila naslednji potek, je bilo preverjanje kvalitete, če sem v redu združil, postavil, če se v redu zgleda, in pa če je bilo potrebno popravki in vnovični rendering. Potem je sledilo nalaganje na YouTube, na YouTubeu potem opremljeno z naslovom, pisom, ključnimi besedami, kar je običajna praksa celega YouTubea, da običajno nihče tega ne dela, kar je velika napaka. Dodajanje annotation povezav znotraj YouTubea, to so kot neke povezave znotraj videa, da lahko povežem določene scene med sabo ali pa druge videe, ki sem jih še naredil. Potem je pa sledil objava, deljenje povezave, zbiranje mnenj in predlogov, iskanje kanalov za promocijo, sem probal skozi povezane skupnosti, pa to sem skušal promovirati ta vlog in pa potem, ko sem to opravil, ponoviti vajo z novimi epizodami, kar pomeni vse še enkrat cel potek. Kar mi je ponavadi znesel 3 dni dela, prvi dan, da sem pogledal, drugi dan, da sem nekako spisal scenarij in tretji dan, da sem posnel in zadevo še sestavil skupaj. Kaj sem odnesel tega, če potegnem pod črto, preveliko vloženega časa za kratkoročno vsebino, kar pomeni, da to, kar sem naredil, je danes že brezpredmetno in neuporabno, ker je vloganje o animejih, ki se sproti predvajajo, zanimivo samo tisti čas, ko se predvajajo. Po nadalje pa pravzaprav brez veze, ker le redko bo gledal zadevo, ki je že celoti predvajana in ki ima že daljša mnenja sestavljena. Dobil pa sem tudi boljše predstav glede produkcije daljše oddaje, kar je tudi velika vrednost pri tem projektu. Boljše alternative, ker sem se odločil, da bom opustil vloganje o animejih oziroma o pregledih svežih animejev, je boljša alternativa, da se zanimivi animeji prejšnje sezone opisujejo in predstavijo, kar bi tudi podaljšalo vrednost samih teh vlogov, tudi leto, 2 leti naprej,
za uporabo, za promocijo drugje, za predstavljanje, za reference in tako dalje, in pa predstavljanje zanimivih manj, ki je še ena od točk, ki je še nisem pravzaprav stestiral. Zahteva za tako projekt oziroma za tako izdelavo je pomembno, da je več piscev scenarijev, ker sam oziroma pač ena oseba enostavno ne more časovno sfolgati cele produkcije od gledanja, pisanja scenarijev in potem še snemanja produkcije in objavljanja. To se pravi, da bi mogli biti nekje pisci, ki bi bili zainteresirani pravzaprav tudi stopiti pred kamero, da se jih posname, da se tisto sproducira in da se zadeva potem dosti hitrejše in bolj kvalitetno naredi. Druga lokacija bi bila zelo pomembna zato, ker nekako se razbije ta atmosfera, da je skozi na istem mestu sneman, in pa studijska scena, da bi recimo bil green screen, bi lahko recimo še kakšne zadeve se predvajale sočasno zadaj ali pa kakšne napisi, pa da bi zadeva bolj profesionalno izgledala. In pa izdelava podnapisov je ena možna zadeva, ki bi potem bi se lahko te epizode uporabljale tudi za globalno promocijo, ker bi načeloma, če bi bili angleški podnapisi, bi verjetno gledali tudi Angleži, čeprav govorim recimo v slovenščini. In pa ideje za prihodnost, želja je ustvariti prvo anime, manga in japonsko kulturno oddajo Japanima. To je moja želja že vsaj en let pa pol recimo. Letos smo jo skušali narediti, ampak se zaradi tehničnih in organizacijskih problemov ni splačalo oziroma ni zneslo. Naslednje ideje so sodelovanje s tujimi distributerji in založniki, ker načeloma promoviramo, v bistvu se s tem promovira anime in zakaj ne bi potem tuji distributerji in založniki dali oziroma nekaj prispevali k temu, da bi se ta zadeva laufala naprej in da bi dobil še večjo promocijo. In pa še ena zadeva je produkcija za tuje portale, kar pomeni, da bi tuji portali, recimo Anime News Network, Anime Kotoko ali pa ne vem, ti, kar so večje, recimo portali, ne vem, Nemčiji, Ameriki, Angliji, da bi pravzaprav naročili oziroma prispevali svojo vsebino in bi potem recimo mi posneli v to vsebino kvalitetno in jo oni uporabljali naprej za svojo rabo. No, hvala za pozornost. Upam, da je bilo to zanimivo, mogoče malo perspektiva za videoprodukciji, video vloganju in pa ne pozabite se naročiti na naš YouTube kanal sloanime.org. Hvala!